ja, nekaj dnevih se je zgodilo in precej takih zanimivih, kot da je dejansko pač eksplodiral. Bomo šli na eno tako pončovo dogodivščino. Je pa fajn videti seveda ljudi, prijatelje po dobesedno pol leta. Danes ni predaje, ni umika. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami so tako kazmeri Punč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Danes sva se odločila, da posnameva en tak update vlog oziroma vas bova pač malo informirala o tem, kaj se nam v življenju dogaja. Ja, v teh zadnjih tednih oziroma dnevih. In sicer pač v zadnjih nekaj dnevih se je zgodilo in precej takih zanimivih stvari, za katere nikoli nismo mislila, da se bojo. Yep. Pa je lepo po vrst. Prva stvar, ne vem, če veste, oziroma nekateri, ki nam bolj redno spremljate, veste, da so si naredila TikTok. Na začetku zveze. Sem rekel, please, deva biti čez blizu. Proti koncu zveze. Sem rekel, please, deva biti čez blizu. Tih, deva biti čistih. Ja, TikTok. Ena stvar sigurno, za katero nikoli nisem mislila, da jo imela, ker pač imela sem bila na začetku, to je ti za une mulce, tam, da se cel dan nekaj malo dogaja, pa scrollajo, to je kar nekaj, a ne. Ampak prideš v bistvu do nekega trenutka, ko ugotoviš, da je platforma kot platforma ful močna in je v bistvu tudi najhitrejše rastoča platforma oziroma social media in nekako je ta princip, ali si tam, ali pa te pač ni. But the social media app is actually huge, with over 1.5 billion registered users. As you'll soon see, the company behind the app is turning to AI for success. In zdaj lahko to stvar izkoristiš v svoj prid, ali pa pač si pozabljen, no. Ful je smešen, ne. Midva sta sicer kar mlada, ne. Ampak že za nami je bil TikTok, pa to je res za te mulce, to jaz ne znam uporabljati. Kot dva dinozaura. Kar dva dinozaura, ja. TikTok is an app that's not really well understood by many people older than Generation Z, those roughly born after 1995. And even within that generation, it's not totally understood. Ampak ja, sva rekla, dobro, dajva probati, saj načeloma najina primarna platforma je še vedno YouTube. Ampak glej, sej, če pa naj kdo odkrije iz TikToka, pa tudi nič slabka. Se mi zdi, da sem nekaj pozabila. Če si pozabila, verjetno ni bilo pomemben. Ja, verjetno imaš prav. No, to je bil najem prvi mnenje. Pa narediva enega, pa narediva ta drug TikTok. Pa lej, vse lepo tam 100, 200, 300, 400, gledal nič taka, ne. Pa je pa Alex prišel za eno ful neumno idejo. No in posnavajo neko testno verzijo in jo jaz pošljem še kolegu, pač ker moraš imeti malo več občinstva, da določiš, ali je stvar v redu ali ne. To je čista znanstveni princip, ki so ga nas v šoli učili. In pošljem še njemu in on tudi pač se začne smejati, rekel, hej, ful je dober. Sem rekel, nič, daj pa zares posnemva, pa objavva. Hej, prid pogledat! Kaj je? Lej ga! Bumbar je! Poglej ga! Gleda! Leka se smeje! Ja, pa smeje se! Čau! No in pa sva midva, se pravi, ta posnetek objavila. In Alex cel žalosten gleda, pač en ogled, dva ogleda, kamor ni šel ta video. In sva bila tako, mogoče pa pač res ni toliko dober, kot sem mislila, ne. No, na kar začne na en telefon pač na veliko piskati, če si je ponoril, midva pogledava in pač ta video je naredil v koliko 24 urah. Ne, najprej v 3 urah Ja. je naredil 10.000 ogledov, Takoj v 24 urah je naredil 40.000 ogledov. kar je sam. Pač bolano in folk navdušen, ok, seveda se najde kakšni hejt komentarji, a ne?
teh so predvsem najbolj vesela, pa ful enih lajkov, ne vem, oni reposti ali dueti ali kva so že, jaz pač res tega TikToka ne štekam, ampak ja, no pa povej, kaj se je še naprej zgodilo. No pa jaz zjutraj vstanem, itak malo telefon zjutraj odpreš, a ne, in vidim Robert Troškar mentioned you in the story, se pravi, Robert Troškar vas je omenil v storiju na Instagramu. Jaz ko gledam, pač kaj se je glikar zgodil, ker pač morate vedeti, a ne, Robert Troškar je največjih slovenskih instagramerjev oziroma influencerjev, kakor hočete temu reči. In to, da on pač šera nek tvoj post ali kakorkoli pač že posnetek, pač si izpostavljen še ful več ljudem, a ne, in pač bohe, kdo te vse gleda in kdo si vse ta posnetek ogledal, tako da je dejansko pač eksplodiral. Tle v bistvu prva stvar je biti viralen oziroma jeti viral na enem videu, to se pač nama še ni zgodilo. Tako da je v bistvu en update je tudi to, da sva šla pač viral, da ti ena stvar eksplodira čist izven proporcev, sploh pa, ker ne pričakuješ. Ja, se to. In pač ja, sej smo navajeni na komentarjev na YouTubeu, pač 1, 2, 5, 10, ok, ogledi se jih tudi kar nekaj je, sam ni to 40,000 ogledov, pa ni to 200 komentarjev in je tudi v bistvu najna prva taka izkušnja, da ne vem pač, kar rata ena stvar, ne vem, sem kar brez besed, no, tako, je pa dober občutek. Torej, če kdorkoli iz vsega tega govorenja še ni pogruntil malo TikTok in seveda vas vaba, da nama sledite tudi tam, pač objavljava neke razne smešence, neke malo neumne videe, kar je za TikTok sploh značilen, mogoče tudi kaj zapleševa in pa seveda, mislim, bistvo je, da se zabavamo, da se imamo fajn, tako da pejte prečekirati še na TikTok. Hejo družba in dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Nekaj manjka tlele, a ne? Oziroma, nekdo manjka tlele. Ja, danes je en tak majčkan drugač vlogac in sicer bomo šli na eno tako pončovo dogodivščino. Jaz sem nažalost mogel Cindy pač pustiti doma, ker se odhajam nazaj v svoje konce, na Gorenjska, ne? Ja, odlično. Najprej sem že mislil, da sploh ne bom vlogal, pa me je očka klical, da bi rabo, da ga nekaj posnamem pač na motorju. Sem jaz tako, ok, v redu, sicer se res zgodaj spomnil, ker jaz imam že vse spakiran za na Gorenjska, ne. In sem mogel pač na vrat na nos potem domov leteti, vzeti so mojo snemalno opremo in sem se potem spomnil, ja, zakaj pa ne potem spotoma še en vlog posnel. Imam ene par takih opravkov, ki jih bomo pač skupaj upravili. Druga stvar, ta pomembna stvar pa je, da se odprejo gostilne. Danes ni predaje, ni umika. Ja, lej, če ga navamo tle, ki ga pa bomo, ne. Druga stvar, veliko bolj pomembna, na YouTubeu sva dosegla 500 naročnikov. 500 subscriberjev! 500 subscriberjev! Naša punčsonč družinca se je čist povečala. Pač, v bistvu midva sva v pregledu leta za prejšnji let rekla, da zmeraj si pač postavljava neke cilje, ne? In sva rekla, da bi rada v 2021 dosegla 500 pač naročnikov. In vi ste bili tako, ja, no, malo ste tako casually, malo prišli tle, malo poklikali in kar nekaj vas je 500 že aprila. Ja, in dejansko v 3 mesecih sva dosegla, za rojsten dan sva to snemala, za punčsonč rojsten dan, ne za nov let. In v 3 mesecih sva dosegla, kar sva si zadala za cel let, pač neverjetni ste res, ja. Svaka vam čast, iskrena hvala vsakemu, ki se je pač naročil na ta kanal, nama res veliko pomeni. Evo mene iz Big Banga, kakor sem rekel, tale žverca, tale GoPro je rato toliko požrešen s temule prostorom, da bo počas treba investirati v nov prostor za shranjevanje, tako da evo sem šel naročiti nov disk. Odlično. Pa ko smo glih pri Big Bangu, zdaj, če si pač v YouTubeu oziroma če si nasplošno malo tehničnega navdušenca, tako kot sem jaz, če bo kdaj kdo problem, kaj mi kupiti za rojsten dan, s Big Bang bonom, darilno kartico, whatever, nimate kaj zgrešiti. Wink, wink. Tako da ja, to res meri prav pride.
next mistake. Love's a game, wanna play. Got nothing in my brain. That's what people say. 'Cause the players gonna play. And my haters gonna hate. Fotor je dobil novo igračo in zdaj me je naštimal, da ga grem malo posnet. Evo takole, breaker je, no. Ne vem, če se s posnetka to dobro vidi. Skratka, ta prva kamera tlele na telefonu, lepo na hribčku gor. Pa idemo dalje. Drugače imamo po Tržiču potem take skrite dragulje, kot je recimo ta grad, kamor bomo šli zdaj gor, ki ga trenutno obnavlja ena mlada skupina fantov, tako da bo to res proper. Skočimo gor pogledati, kako izgleda. Zdaj glede na to, da sem jaz bolj malo Tržič, pač ne vidim tega napredka skozi, ko pa pridem sem pa vidim kaj novega. Tako da recimo zdaj so baje takole lesene štenge pa mostove naredili do gor, tako da je malo bolj lahka pot tudi za turiste. Sprav zgleda pa nekako takole, evo, in lesen mostiček. Tle imajo potem vse pripravljeno, da pač gor dajejo robo in podobno. Začel se v bistvu kar s tem delam. Takole fajn stopničke do gor. Tako da bežimo gor. Evo, tukaj že vidimo obzidje gradu. Prej je bilo v bistvu vse tlele zarašen. Se v bistvu vse spucali, tako da se zdaj obzidje sploh vidi. Evo, tukaj pa zdaj tako, v bistvu vse tele terase so oni postavili. Enkrat na leto se celo dela tak srednjeveški festival, karneval, kakor hočete temu reči. Tako da se poj kakšne tržiške bržole tukaj delajo, pečejo kakorkoli že. Napravljeni so pač v to srednjeveško nošo. In tudi pač predstavljajo malo zgodovino samega gradu, potem orodja, ne vem, da so imeli enkrat na razstavnike meče, oklepe in take stvari. Tako da, če ste v ta pravem cajtu leta tukaj, se vam to zelo splača pogledati. Grad Gutenberg se uvršča med najstarejše slovenske gradove, saj je bil prvič omenjen leta 1156. Imel je kar burno zgodovino, ampak bi omenil v bistvu samo njegove zadnje lastnike, to so bili Lambergi. Zdaj, zakaj je to pomembno? Namreč prvi slovenski škof je bil Žiga Lamberg in se je rodil prav na tem gradu. No, tako kot ste tudi iz naslova videa prebrali, danes se pa Slovenija odpira s temu tudi regije in predvsem terase lokalov. Tako da moji fantje so se zorganizirali in so rekli, noč, dajmo narediti en pub crawl po Kranju. Kdor ne ve, pub crawl je v bistvu, ko se vlačeš dobesedno, rečeš iz ene kafane v drugo in pač obdelaš cel mest, cel kraj, kjerkoli pač si. Tako da ja, trenutno se nahajamo v Kranju, vroče je za popizditi, ampak dober bo. Zdaj pa, ko smo že glih v Kranju, vam lahko še pokažem, kje sem jaz hodil na srednjo šolo. Evo jo, lepotička, gimnazija Kranj. Oštarija številka 4,
Cibum, cibum, cibum. Kje smo? Zdaj smo glih v Lajercu prišli. V Lajercu, ja, se ful odmeva. No, mislim, pridem do kje. Ja, sam. Sam si, ok, dobro. A boš šturil? Ja, bom fural, tako da zame kakšno pivce, kaj več pa že ne. Okay. Drugač pa ulice kar polne, lokali oziroma terase lokalov tudi še kar polne, tako da fajn občutek, no, da se počasi vračamo nekako v normalnost. Alex! Fantje, situacija je resna. Danes ni predaje, ni umika, ne gremo iz kranja, dokler ne bodo vse terase zgubile nedolžnost. A smo za? Za. Ok. Že dolgo nismo pili ga, zato pa danes dajmo ga. Opa! Štarija številka 5, cibum. Fantje ustrajajo, jaz sem pa žal mogel iti, tako da zame sta bile samo štarija 5 pa 6. Pride tako, treba je še do Logatca prideti, pa odgovoren voznik moram biti, a ne. Je pa fajn videti, seveda, ljudi, prijatelje po dobesedno pol leta, se pravi, nazadnje smo se videli septembra, tako da, fantje, če kdo gleda, super ste. Upam, da se ne izgubimo zaradi teh korona časov. Nič, zdaj pa via Logatec. No pa čisto ena taka behind the scenes, ne vem, če mi je bilo že kje tako toliko naroden vlogat, tako v Kranju, ker je le pač domače mesto, precej ljudi poznam, me poznajo, ne vem. Je tak čuden občutek, no, ampak fino je biti pa tudi nazaj pa malo videti. To staro mesto. Evo, tale vlog je že skoraj pri koncu. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da to ni ravno tip oziroma format vloga, kakor ga snimava ponavad. In to je tudi tisto, kar mene trenutno najbolj zanima. Se pravi, tale je zelo bolj tak casual, na hiter, nekaj tako za vmes. In me v bistvu zanima, kako se je vam zdelo. A je to nekaj takega, kar bi vas v bodoče zanimalo, da mogoče malo več tega narediva? To pač tudi pomeni, da kakšen vlog več na mesec lahko pride ven, ker roko na srce za tak vlog porabim precej manj časa v montaži. Ne vem, gledajte, večkrat eksperimentirava, bova pa vesela vsakega feedbacka. Zdaj, če ni to, pa se va pač vrnila na stare načine, formate, kakorkoli hočete temu reči. Drugač pa, ne vem, mogoče kdaj kaj podobnega probava. Zdaj pa te klasične YouTube stvari, se pravi, če vam je bil tale video všeč, dajte pritisniti like button, naročite se na najin kanal, pa še enkrat vsem res hvala za vseh 500 plus naročnikov. Lepo bote in se vidimo v naslednjem vlogu. I can't hide